zgodbo, ne, naši živi, ki jo pripovedujem vsem mojim študentom, ko se pač ukvarjam s pedagoškim delom, pa tudi z drugačnimi koreografskimi se s to problematiko skozi srečujem, ne. Ker ugotavljam, da sploh niso več ljudje toliko pripravljeni iti preko sebe oziroma se pomatrati, ampak toliko časa delajo, dokler nekako navdušenje pa traja, ne, potem pa, ko tega nimajo, ko so malo utrujeni, pa nehajo, ne. In sicer je to zgodbica iz časov upora, ko je bil tak vrh mojih plesov z uporom in sva živo študirale v posebnih urah, ob nedeljah in sobotah in kadarkoli že, in praznikih, no, in enkrat po nekem takem plesnih vajah, celo popoldanski vaji, ne, smo prišli pogledat, ne vem, ene vzgojiteljice so bile ali iz ene šole, ena skupina, in sem jim zaplesala ta moj upor, najin upor, kot je bil že skoraj moj, ne. In sem zaplesala in sem bila zelo navdušena in sem res dala vse od sebe, tako sem rekla, upam, da bom zdaj šla domov. No, in ko so potem šle, te vzgojiteljice, so me pohvalile, je rekla Trošica, no, zdaj si njim zaplesala, zdaj boš pa še enkrat za umetnost. Sem rekla, Trošica, ne morem, jaz bom umrla, če sam še en zamah naredim. Ne pa boš, ja pa ne morem, pa boš, pa ne bom, pa bom, in smo se jokala in sem rekla, da bom umrla, če bom še plesala. Rekla, če zdaj ne boš zaplesala, ne boš nikoli plesala. No, in ker sem takrat še zelo verjela v vse te stvari, in zdaj ponovno spet, ne, takrat vmes je bilo eno obdobje, ko sem dvomila, ne, ampak zdaj spet v to verjamem, sem res še enkrat zaplesala. In sem začutila, kako vedno več energije dobivam, ne, sploh nisem umrla, ker sem že dolgokrat zamahana z roko in tokrat skočila in na koncu sem sicer res padla skupaj, ne vem kaj, ko mi prišla domov, ampak sem res začutila, ne, da sem šla čez in da od zdaj naprej bom lahko plesala, ja, in da je bilo to res, ne. In to je zgodbica, ki jo zdaj res pripovedujem vedno, kadar pride, ne, do tega, da ljudje rečejo, zdaj pa ne morem več, ne, zdaj kaj lahko, ne. In se mi zdi, da to so stvari, ki ostanejo za večno, ne. To, kar ne more dati povprečen plesni pedagog, ne. Ko res dajo tudi ljudje, ki so tudi osebnosti, ne samo pač učitelji nekih formalnih oblik, gest in trendov, ne. Mogoče bi jaz še toliko rekla, da Živa je imela eno izreden rek, odnosno to, kar danes slišimo v vseh teh duhovnih, pa ne vem kakšnih drugih skupinah, izhaja iz svoje notranjosti, ven pet od znotraj navzven, ne. To se pravi, toliko let prej smo mi iz tega izhajali in iz tega v bistvu ustvarjali, ne. To, kar danes se govori in se šele nekateri učijo, mi smo pa s tem že delali. Iz notranjosti navzven, ne. Iz sebe. Vse to, kar je zdaj recimo po Sloveniji pa v svetu razni trendi, ne, to res, ali pa kakšne knjige prebiraš in si misliš, vse to smo vse doživeli, ne. To smo vse doživeli v plesu, ne. Zakaj bi zdaj neke nove oblike se izmišljeval, ko vendar lahko preko plesa, ki nam je tako blizu, lahko vse to doživimo in vse te procese, ne, te preobrazbe duhovne. Jaz bi sam še to dala, ko vse te intervjuje poslušam na dance sessionu, vseh mogočih koreografov tam iz vsega sveta, pravzaprav mi ne povedo nič novega. Pravzaprav je vse tisto, kar govorijo oni danes, smo mi to mogoče drugačnimi besedami, ampak iz tega izhajali in da smo na ta način, mislim predvsem to iz sebe ven, iz ustvarjalnosti ven, iz tega ven proizvajali vse to in se bližali umetnosti in jo dostikrat tudi dosegli. Ja. Recimo, tudi zanimiva stvar je bila, ko sem šla jaz v London in ko sem se z večjimi temi vrstmi plesnimi, ne, prvič nekako srečala, sem gotovila, da pravzaprav lahko pri vsaki uri, pri vsaki zvrsti lahko nekje dojamem, sprejemam in plešem, ne. Nisem tako zaprta, čeprav sem imela samo recimo, ne, pač vašo tehniko, ampak je mi dala tako širino, ne,
tako širino mi je dala, da sem lahko katerikoli drug ples se tudi spopada. Medtem, ko so videla drugi tečajniki, ki so prišli, ali bil to klasičen balet ali pa kakšen drug, enostavno niso mogli ven iz svoje forme, zato ker jih je to preveč zabetoniralo. Mi pa smo dobili tako širino že v osnovi, ne, da smo potem mirno lahko sprejemali in tudi nove oblike plesa, ne. Ja, Vilma, ti si v plesu aktivno in sicer si potem, ko je Živa šla delati druge stvari, prevzela oddelek, ta naš stari oddelek za izrazni ples in še vedno tam delaš. In kaj se zdaj tam dogaja? Ja, dogaja se to, kakor naredimo, ne. Trudimo se, po eni strani obnavljamo nekako okroglo linijo, pa radi bi iz tega še kaj več naredili. Ti bi hotela obdržati to, ker je za Živin stil tako tipično in delaš na tem, ne? Ja, meni je to všeč osebno, pa zdi se mi škoda, da bi šlo v pozabo. Te mlade punce rade tako delajo, kot smo mi takrat. Ja, to je zelo pomembno in tudi tukaj se da še širiti pa poglabljati, ne? Ti še plešeš? Ja, po kuhinji, ja. Kaj zdaj počneš? Kaj si ti zdaj v življenju? Poleg plesa. Ja, sociologijo ukvarjam, socialno politiko, ampak ples me pa vedno privlačil še vedno in vedno imam veselje in v družabnem življenju s plesom se ukvarjati in sicer mi je ples vedno sprostitev, tako da nisem nikoli nehala migati. A se spomniš takrat, ko smo delali Telo v igri za tisto slavno Tonetovo serijo, tistih improvizacij, ko sta Tone in njegov brat fotografirala v tem improviziranem študiju. Kako se kaj spomniš tistih časov? Ja, se spomnim tistega vrtenja ob eni hišici, ob železniški progi. Ja. Samo bežno se pa spomnim tistih fotografij potem. Mislim, da so bili neki plakati od Toneta iz tistega nastali. Ja, ena uspešna serija takih zelo izvirnih fotografij je nastala. A si ti pol še kaj po tistem plesala vsa ta leta? Ja, sem se ukvarjala z aerobiko, trenutno se ukvarjam z jogo. Ja, tole sliko gledamo, ne moramo se točno spomniti, Jana, iz katere koreografije je. Kako se ti zdi, da je po tolikih letih gledaš tele slike iz tistih časov? Ja, tako nekam trda se mi zdi na te slike, pa ne morem se spomniti, iz kjerega plesa je to. Je pa tvoja tipična lirična linija, ki se jo vsi spomnimo. Bila si taka nežna plesalka. Ne vem, najbrž se to vse videli, da sem nežna, nikoli se nisem sama čutila kot nežno. Ravnkar praviš, da so ti glede na zunanjost, so ti vedno nekako namenili lirične vloge. Ti si želela kdaj tudi kaj drugačnega plesati, pa ni prišlo do tega, mogoče kakšne bolj energične? Mogoče se nisem upala izraziti, da se mi zdi, da če bi bila zdaj plesalka, da bi bila zelo drugačna, kot sem bila takrat. Sem se že takrat čutila precej drugačno, ampak nekako v moji naravi gibanja, mogoče bolj v tem, da se nisem upala izraziti pravzaprav tistega, kar sem čutila. Tako da sem vedno nekaj bolj mirenega, umirjenega, nežnega plesala, čutila sem se pa zelo drugačno. Mogoče se pa tudi ti spremenila zdaj. Kaj si pol vsa ta leta počela? Ti si psihiater, ne? Psihiater, ja. Končala medicino in specializirala psihiatrijo, ne? Kako se ti pri tem tvojem delu še kaj vsaj v sledovih pojavlja ta plesna izkušnja? Ja, jaz sem začela še kot stažist, sem se ukvarjala s plesno terapijo, no, pa sem pa to se začela bolj z psihoterapijo ukvarjati in sem pravzaprav to opustila. Ampak zdaj ravno kaj pomanjkanje tega in ko se vedno več o tem govori, pa razmišljam, da bi se nekako na nek način vključila še. Ja, pa bi zdaj, ti ne bi bilo težko, bi še toliko spontanosti in te koraže premogla, da bi vsaj za sebe, malo za rekreacijo, malo za spet seznanjanje s tem, kaj se danes dogaja, se vključiš, vsaj na stopni tega, kakor zmoreš zdaj. Ja, to bi probala. Prijasni sem bila malo, čeprav je težko spoznati, kad začutiš, da te telo več ne uboga. Ampak za probati je. In kakšni so spomini, kjerega plesa, kjere vloge se najraje spominjaš ali pa kaj ti ta hip na misel pride iz tistih časov? Pravzaprav mi najbolj živo ostala v spominu ta zadnji ples, pravzaprav čist zadnja predstava, ki sem jo plesala.
v mestnem gledališču deklico. Od Lojske, ne? Lojske, ja. In je tisti fantastičen občutek, da se ga še zdaj spomnim, ko si sam na odru in imaš v enem trenutku občutek, da ti obvladuješ nekako oder in da si nekako si blizu ljudmi. In da nekako ti upravljaš svojim telesom in mislim, da je tisti fantastičen občutek, ki ga ne doživiš tako redko, ker nimaš ne treme, ker uživaš v plesu, no. To je krasno. In kako se ti zdimo, mi vsi zdaj po tolikih letih, smo drugačni, smo isti, kako je kaj, ta žur današnji, kako ga doživljaš? Izjemno nespremenjeni se, ne, mogoče. Vsi se mi zdite tako mladi. Dalika, jaz se pa nekaj spomnim, ene spomine imam. Boš povedala, kako je bilo kaj tisto, ko si ti nadomeščala Jasno v dinarskih skicah? To je bilo pa enkratno, ne. Nago v zemlji, ostaneš brez obleke. Mislim, da me zelo spominja eno simboliko, da se rodiš nag, življenje te obleče, te da v ene okvire in potem te naučijo, kako hodiš, kako živiš in potem se vklopiš. Samo takrat je bilo pa res, bili smo prvi, ki smo v sedanjem mladinskem gledališču, to se pravi spodnji del gledališča, ki smo ga oživeli, v njemu nastopali. To je bil čas, ko smo štopali na predstave, ko smo kradli zlomce v zemljo, ker nismo znašli kje, ker so bili tu črvi v zemlji. Zemlja za sceno bila, ne? Za sceno, ja. Ko smo do enih ponoč te sceno sem pa tja prenašali in potem zjutraj ob 6 si šel v službo. In ker je bila Jasna bolana in ker sem bila jaz v službi in tam neko svojo vlogo igrala, sem rekla, moje ime ne bo na sceni, ne. In potem se je zgodilo, da je naslednji dan ena znanka vprašala prav, ti kdaj pa Jasna lase odrezala, kdaj si je skrajšala frizuro? Sem rekla, ne vem, tako si je zavihala, da je bila kratka. No, naj še to povem, da to je bila koreografija ena prvih od danes slavnega Damirja Zlatarja Freja, ne, dinarske skice, on je sicer zdaj šel v teater, ampak lahko rečemo, da so njegovi začetki bili ravno v studiu. No, mislim, s plesom se ne ukvarjam več, ne. Moja hčerka se ukvarja še. Kam pa? Hodi na baletno? Hodi na baletno šolo, ja, pa v plesni skupini Mojce Horvatove pleše, ja, trenutno. No, to nisem vedela. Ja, drugač pa bi to pač povedala, ne, da jaz sem bila poleg Jasne in mogoče še katere, ne, Goga, ne, ena prvih živinih učenk. Ja. In sem bila več ali manj 20 let. Čakaj, tako mlada, pa kako 20 let? Koliko si bila stara, pa ko si začela? Začela sem 4 leta, ne? Tako rekoč pa. No, zdaj boste računali, zdaj boste hitro zračunali, koliko let imam, ne? Ja, zelo mlada sem začela, 4 leta. No in potem sem bila 20 let, no dobrih 20 let aktivna. Jaz mislim to, da je pravzaprav užitek plesati. Jaz še zelo veliko doma sama plešem, ne, med 4 stenami. Improviziram s hčero, s sinom in tako z mamo, če je treba, ne. Z mamo, prosim. No, jaz mislim, da je to, mene to zelo mika, zato ker se mi zdi, da v plesu bi se dal ravno tako kot neke teme obravnavati, ki jih pač ne moreš delati z mladimi plesalci. In to je sigurno ena tema, ki bi mene zelo mikala. Prav ti odrasli ljudje. No, mislim, prav ta misel takrat s tem gospodom, 60 let, mi je dal misel, da bi se dal marsikaj narediti. Na tem srečanju danes, kaj ti takole, ko klepetamo med sabo, na misel pride, kateri nastop, katero doživete iz tistih časov, kaj ti tako najbolj visi v spominu izrazito? Ja, meni vodič po orkestru. Zdi se mi, da mi takrat to delo na tej skladbi odprlo še ne nove poglede v samo strukturo ene kompozicije glasbene. In takrat se mi zdi, da sem prvič začela čisto razločno slišati vsake posamezne inštrumente. Do takrat čeprav sem jaz glasbo zelo rada imela in sem jo veliko poslušala, je bilo to neka masa, neka zvočna masa. In ob tem prav vodiču sem pa naenkrat začela tako luščiti ven inštrumente in poslušati, kako se med sabo igrajo in tako. Mislim, tudi tisti drobni inštrumenti, ne samo tako kot ena. Se pravi, to je bila ena živina, res taka
blagovna znamka, skoraj ta njena koreografija. Ne? Majda, ti si pa danes ugotavljamo, ko smo vsi na kupu, da si med najmlajšimi, še vedno taka, kot si bila, še vedno, ko je ena punčka. Kako je pa kaj s plesom zdaj? Ja, zdaj, zadnja leta sem imela eno zadevo, ki mi je veliko časa vzela, ampak sem si... Katero zadevo? Ja, študij pa poklic. Sej, lahko poveš, kaj si, to bi tudi bilo dobro, da bi jih malo vprašati, kaj so sicer poleg plesa še počeli v življenju ostali. Ti si? Ja, jaz sem po poklicu sociologinja in zadnje 3 oziroma 4 leta sem delala na svojem doktoratu. Jaz sem ga zdaj letos uspešno končala. No, to doktorca. Ne samo sebe, ampak tudi svoje družine, svojih domačih. No, sej to ti čestitam, to je res dosežek, pa kad te človek tako pogleda, ne vem, gospa doktor, malo težko mi gre z jezika, ti si že zveri majdica za nas. No, tudi jaz nisem navajena. No in kljub temu, da sem se pač s tem zdaj v zadnjem času ukvarjala, sem pa vseeno hodila enkrat na teden k Jasni na plesno rekreacijo, ker sem zelo uživala, nekako sem se telesno in psihično zelo sprostila, malo nekako šla v en drug svet, kar mi je zelo ustrezalo, nekako, da greš mančken iz teh zemeljskih položajev v enega drugega. Nadzemeljskih. Ja. No, sej ples je lahko zemeljski in nadzemeljski hkrati, ne? In za v prihodnje, poglej, nekatere se že odločajo, da vsaj rekreativno se spet malo vrnejo. Boš še ostala, ne, na en način? Ja, sigurno. Sicer tako, bi rekla, taka želja bi mi bila, da bi še kdaj kaj sem tako resnega, ampak zdaj je že toliko drugih novih mladih deklet, ki so zdaj veliko v to angažirale in tako v bistvu sama se težko nekako vidim, čeprav bi si še želela, ampak človek pač ne more vsega, se moraš potem za eno stvar odločiti in na tisti stvari potem delati. Ne. Kaj pa misliš, kako je to plesno obdobje vplivalo kasneje na tvoje življenje? So kakšne povezave tukaj? Je nekaj, kar recimo indirektno vsaj vpliva tudi na ostalo, mogoče neka disciplina tudi pri delu? Ja, to bi rekla, da je zelo... pač mi ples ponudil to disciplino, samo kontrolo, pa tudi sprostitev. Istočasno. Ja, istočasno, ja. In da nekako poskušaš biti vedno iskren do sebe, tako kot si bil v plesu, ne? In da si potem to tudi do drugih, da to prenašaš v teh svojih odnosih do drugih. Ja. Tole je pa Kim, hčerkica, ne? Boš ti tudi kaj plesala? A že kaj plešeš? Migaš, vidim, migaš in to je predstopna. Enkrat sem plesala za maškare. Fino, boš še? Ne vem. Najprej čakaj, to je malo. Najprej smo rekli, da se bova... To ne počakaj. Mislim, ideja je bila tvoja, da ti vele vprašaš. Ti, Rosica, ti si zdaj neke strašne izjave tle dejala, da si nehala plesati in da si sploh naredila konc s plesom. Daj najprej povej, kaj zdaj takega delaš, da si mogla tako črto čez ples narediti? Ne gre za to, da zdaj nekaj takega delam. Prej se mi zdi preveč tako investirala vse to in potem sem na nek način morala ta res narediti, ker nisem mogla stvari na pol početi. Potem sem pa rekla, raje bom nehala, pa bom počela čist nekaj drugega, tako da zdaj počnem 10 drugih stvari, ki nimajo skoraj nobene veze s plesom. Ja, končuješ tudi specialne pedagogike, ne? Ki si ga prekinila in zdaj si se odločila, da diplomiraš. Ja, končujem študij te specialne pedagogike, to drugo stopnjo. Mislim, da se bom spet posvetila temu. Najprej sem to študirala pravzaprav bolj zaradi tega, ker sem imela edino možnost, da na ta način nekaj študiram, ker sem za to dobila štipendijo. Potem sem šla v Pariz plesati, potem sem učila ples, zdaj bi se pa vrnila spet nazaj k tej moji specialni pedagogiki, sicer spet nekaj povezano s plesom, v smeri te gibalne terapije ali kakorkoli bomo videli, kako se bodo stvari obrnile. No, pa le ni to, na nek način ta povezava ostane. Malo si se pa naveličala tega, ker že leta in leta v Pionirskem domu delaš s temi otroškimi skupinami, ne? To se pa zdaj mečken že
malo naveličala, ne? No, mislim, da je najtežji delati z najmlajšimi otroki. Jaz to počnem zdaj že 10 let in na nek način sem se zasičila tega. Po drugi strani se mi zdi, da sem ene stvari sprobala in da je potrebno malo spremeniti, če hočeš, da ostane stvar živa, da ti ostaneš živ kot ustvarjalec in tako naprej, pa v kakršnem koli smislu, da moraš potem spremeniti. Ja, zdaj bi jaz tebe kar isto vprašala, kot si ti mene, kaj pa ti zdaj počneš? Mislim, da je to res najbolj zanimivo po teh 20 letih, ko smo se srečali. Ja, no, se veš, ne, kaj zdaj, že 15 let na ZKO-ju, pač ta ples, kolikor se je razvil, mene pa to organizacijsko delo že kar krepko zdaj obremenjuje. Čeprav vem, da je bilo veliko narejenega, tako vsi pravijo, da zdaj cela Slovenija pleše, ampak mislim, tlele je res več organizacije, pa manj stroke, pa pogrešam v bistvu kreativno delo. Potem pa se veš, pišem veliko, ne, kritike plesne. Pravzaprav zasledujem sceno in pišem ocene o plesu. No, ravno v zvezi s temi kritikami, ne, jaz mislim, da si ti res najbolj pošten kritik in kadarkoli se s kom pogovarjam, rečem, da recimo, da si ti najbolj pošten kritik v Sloveniji, da jaz sem tvoja najboljša prijateljica in če bi jaz naredila za noč predstavo, bi ti napisala, jaz mislim, ne dovolila, ampak ti bi jo napisala in bi pošteno povedala, da je zadeva za noč. Kaj si misliš o tej kritiki, ki pa pač je zelo sporna? Jaz se trudim res, da bi bilo tako, kot si ti rekla, ampak ne morem ti povedati, kako me obremenjuje to, če moram kdaj napisati za koga, ki je moj prijatelj pa moj znanc in kako se jaz pol sekiram, da mu bo pol težko, če bom napisala, da ni dober. Potem se moram pa vedno po svoji vesti odločiti in se odločiti za to, kar je pošteno. In takrat, ko rečem, da bom najbolj v rokavicah napisala, ponavadi je tisti pol tako grozen, da je on človek pa res prizadet. No, v glavnem, ampak kritiki so kljub vsemu nepriljubljeni, ne? Ker resnica je včasih boli, ampak po drugi strani mislim, da je koristna. Jaz se res trudim, da bi bilo to argumentirano, kar napišem. No, že nekajkrat se je zgodilo, da si napisala kritiko in potem so ti ljudje zamerali. Kako so ti potem odmerali, ali so ti sploh? Ja, najprej, to je različno, ne? Od zrelosti ljudi odvisno. Tisti, ki so zreli in ki se poglobijo vase, ponavadi potem ko prva zamera mine, to pozabijo in gremo čez. Tisti, ki pa se celo življenje name držijo, pa verjetno najbrž z njimi nekaj ni v redu, ker nikdar nisem jaz zlobna ali pa namerno hočem koga raztrgati. Jaz bi sam rada, da bi ljudje več razmišljali, pa drugič boljš naredili. Najhujše pa to v primerih, kadar gre res za tiste, ki niso talentirani. Tam pa najbrž res ne moreš nič, tam je najhujše. Charlie in Livija, vaju dva sveda moram sprašati v tandemu, tudi zato, ker sta plesni par in pač v naših teh krogih plesnih je to kar redkost, ker nam je vedno moških manjkalo. Charlie, kako je to sploh bilo? Jaz se detaljno ne spomnim, kako sta vidva treščila skup pri plesu. No, midva sva treščila skup že prej, ne? Pri plesu, plesati sva pa začela skupaj tako, da jaz sem bil impresioniran nad Elvi Neiljem, oziroma skupino Elvi Neilja, ki je bila v Križankah in potem sem srečal Metodo, ki je že plesala, ne vem, mogoče se spomniš Metode. Metodo, jaz. Bila je moja sošolka prej 8-letki in sva nekako pogovarjala se o plesu, temu v Križankah in potem je ona povedala, da pač ona že pleše nekaj podobnega in da lahko jaz tudi začnem, ne. Ti si bil v šoli še takrat? Ja, mi smo še v šolo hodili, seveda, ne 8-letka, v srednjo šolo. No in potem smo se pisali. Ja. Livija, ti si pa tudi že hodila takrat s Charliejem, ne? Sta bila že fant pa punca? Ja, bila, ja, od nekdaj. Nekdaj sta bila z osnovne šole? No, iz druge gimnazije pa res, ja. No, tako da, ja, skup so šla, jaz sem bila takoj za stvar, ne glede na to, da sem že prej v klasiki hodila in takoj smo se nekako ujeli, ne. In glede na to, da je bil pa res edini, ne, obkrožen s tolikimi plesalkami, mu je bilo tudi všeč, ne, vsekakor. Charlie, česa se najbolj spomniš, katerih nastopov? Ja, Aska in Volk, ne. Tudi punce se tebe najbolj potem spomnijo. Zdaj so po telefonu, ko sem jih spraševala in povedala, kdo pride, so rekli, to je bil pa tisti, ki je bil Volk.
Ja, volk, ja. Nekateri so rekli, da je to moja življenjska vloga. In očitno je bila. Tanja, česa se ti zdaj ta trenutek najbolj spomniš iz tistih časov, kjer nastop ti najbolj na misel pride? Zdaj ta hip, če malo pomisliš. Ja, to jih je pa kar nekaj, se ni. To je slučajno sem omenila tiste prve začetke raznih revijskih poskusov, recimo, da smo hodile z ansamblom po celi Sloveniji in pač improvizirale na njihovo glasbo. To so bili pač prvi začetki tega nekje jazz gibanja. Ne? Tistega se spomniš, kaj že bilo, z gumi elastiko si plesala? Ja, tisto je bil pač en tak poskus, ne, tazga sola. To je tudi posnet? Ja, posnet, ki ga je še, priznam, še nikoli nisem videla. Ja, ravno danes sem se z možem pogovarjala, pravi, da ko sva se spoznala, da sem zaključevala s svojim plesom. Res pa je, da živim s plesom še naprej, ker se oba otroka, hčerka in sin, ukvarjata s plesom, tako da spremljam to sceno, bi človek rekel. Sin je na baletni šoli, ne? Kaj pa hčerka? Tudi. Oba se s klasičnim baletom ukvarjata in ravno v klasičnem baletu zelo pogrešata malo več svobode izražanja in gibanja in poskušata to nadomestiti z nekimi drugimi... No, vse možnosti je pa dost, ne, da se vključite še kam drugam. Poletna šola in tako naprej. Poletna šole in vse druge zadeve, ja. Jaz sodobnemu plesu želim vse najboljše. Jasne, medve sva pravzaprav zgleda edine, ki sva še skozi aktivno pri plesu. Jaz sicer bolj v tem spodbujevalnem, organizacijskem smislu, ti pa prav resno še migaš in plešeš. Kaj trenutno delaš vse, povej? Joj, vedno sem pionir, ne, zato ker sem začela kot pionir in vedno imam priložnost, ne, in prav zanimivo, da se mi čisto vedno... Zdaj, ko ni več nobenih pionirčkov, je še vedno tlele pionirček, ne? Še vedno sem pionir, začenjam vse na novo, ne, pri vseh stvarih, ki se začenjajo v Sloveniji, ne, novega v plesu, sem jaz zraven, ne. Tako zdaj na koncu sem recimo pionirček orientalnega plesa, ne, v Sloveniji. Ja, jasno, ima tečaje zadnje čase orientalnega plesa in tudi sama pleše in nastopa in kako zdaj, to je ena taka čisto specifična stvar, kako si prišla do tega? Ja, taka stvar je, da celo otroci plešejo, ne, naši slovenski otroci, kot pravi Turki. Res, mislim, to je za objaviti, ne, brez predsodkov, brez kakršnih kolih navlak, raznih, ne, naših... Plešemo, no, plešemo. Zanimivo je to, ko me še sprašujejo ljudje, a ti še plešeš? In se tako pričam, ja še, ne, in ne vem, kako naj bi še mislim se zraven upravičila, kako bi rekla, ja še plešem, ne, a še plešeš? Ja še plešem. Ja, zdaj pa je tako čisto tako res intimno vprašanje v zvezi s plesom. Vemo, da je ples na telo vezan, vemo tudi, da marsikatera že v teh letih kakšna kolena čuti, ulo tretje, ne. A je to težko za plesalko, da ko se recimo počasi poslavlja od odra in potem, a je kakšna kompenzacija za to, kako ti gledaš na to? Jaz sicer vem, da se še ne poslavljaš, ampak recimo, kako gledaš na to, na ta preskok, ki bo enkrat, ne?
Ja, iz kvantitete v kvaliteto, ne? Oziroma čisto drugače so osredotočene energije, tudi miselno, duhovno, vse skupaj bi se lahko iz starih takih teles, recimo, ne, vendar mladih po srcu in po umu in po duhu, ne, bi se lahko marsikaj še zanimivejše predstave dale narediti, ne, samo da bi pač potrebovali takega tenkočutnega režiserja ali koreografa, ki bi znal vse te stvari, energije, ne, so to razsežnost, ne, človeka po 40. pardon. Tukaj si zdaj spet lahko znova pionir, ne? Ker zgleda, da tudi v svetu je ta trend. Prej sem omenila Kiljana Barišnikova, Cunningema, ki se prav posebej ukvarja s tem vprašanjem, kako zasledovati s tem naravnim procesom spreminjanja telesa z leti, kako potem vseeno v plesu se najde, ne sme neka ostra meja biti, ne? Ti je to zanimivo? To mi je zelo zanimivo, prvič, ko se sama, ne, s svojim telesom s tem soočam, ne, v tem času, pa vedno mi je bilo zanimivo gledati recimo starejše ljudi, ki plešajo, ko se nekaj drugega prenašajo, ne. Pa še nekaj bi rekla, da veliko ljudi pleše in recimo v Sloveniji je veliko predstav plesnih in tujih, domačih in moram reči, da smo se človek že kar nasiti, ne, vse, ker pač stvari postanejo trendovske, nekatere plesne zvrsti in je že dolg čas, ne. Zdaj pa, če bi prišla pa ta nova kvaliteta s temi novimi vidiki, bi pa mogoče spet bilo zanimivo, ker moramo priznati, da 5 minut gledaš, kako je neko telo tako virtuozno in sposobno gor in dol, kaj se naredi, po 5 minutah pa človek reče, kaj pa je zdaj s tem, ne? Ali bomo ostali na nivoju cirkusa oziroma ritmične gimnastike, pač šova, ali bomo kaj umetniškega znali. Ja, kaj pa koreografija te zanima, da bi začela? Ti si vedno solo plesalka, delaš ples za sebe in ga sama izvajaš, da bi delala z drugimi, da bi pač probala delati skupino koreografsko. Te zanima to v prihodnih letih? Ja, me. Če bo priložnost, se bom tega lotila, ne. Ni konca, ne? Ne, ni konca, ne. Zdaj, še nekaj bi povedala glede, recimo, ko smo že tako zbrani, ne, pač smo na živem žuru, ne. Kako nekatere stvari vrednotiš pravzaprav šele po 20 letih. Po 20 res je ena distanca, ko začutiš, katere vrednote ostanejo, mislim, se šele po 20 letih pridejo res na površje in vidiš, da je res to tisto, kar je bilo vredno, ne. Recimo pri Živi so te stvari, ko nas je znala seveda nekako prepričati in duhovno prevesti, da smo šli preko sebe, ne. Se mi zdi, da je bila, čeprav smo imeli zelo veliko, smo jo kritizirali in imeli veliko pripomb raznoraznih takrat, ko smo pač še delali z njo in bila naša točica, voditeljica, samo potem po 20 letih, ko se sama soočam s tem problemom, ne, da sem plesna pedagoginja, vidim, kako je ona to znala narediti in da je bilo to zelo potrebno, ne. In moram reči, da jo kar naprej citiram pri mojih učenkah in mojih priravnih, ne, ravno to kvaliteto, ne. Jaz tudi mislim, da nam je to osnovno usmeritev dala, se pravi način razmišljanja, mentaliteto in bistvo plesa, ki je v iskanju jezika izraznega, ne v tehniki kot taki, ki je sam pripomoček, ne. Ja, Živa, zdajle je pa prišel trenutek, ki si lahko vidve tudi pred kamero nazdrava. Takole, najprej čin. Hvala. In probava? Tako, pol suho, pol sladko, pol kislo. Kako se vam kaj zdi, da smo se na vsem lepem spomnili in začeli praznovati z 3-letno zamudo jubilej? A je to tipično za ženske, da takole malo za 3 leta pogolfamo? Ne, mislim, da ne. Da je to, se mi zdi čisto normalno, da smo se dobile, nazadnje smo hotele praznovati 20-letnico na prve plesne skupine v Sloveniji, da nas jih kar mrgoli. Mi smo bili pa le takrat pionirji. In to smo hteli že v jeseni praznovati, vendar se nam vreme ni skazilo, kakor danes ne, ampak danes smo le prišli skupaj in mislim, da je to zelo v redu. Se pravi, to ni zdaj vaša 70-letnica ali pa 2-3, ampak je 20. obletnica Studia za svobodni ples, ki je bil ustanovljen leta
73, no zdaj smo sicer že 94, ampak planirali smo jeseni. Ne? In kako se vam zdi zdaj, ko smo vsi spet okrog vas, a so ta leta zginila za hip, a smo se kaj spremenili, kaj vidite v nas zdaj po tolikih letih, kakšni se vam zdimo? Taki, kot ste bili, res čistko, sploh ni nobene spremembe, isti odnosi so med nami neposredni, človeški odnosi, ko se med sabo pomenimo, kaj se je vse med tem časom zgodilo, kaj se danes počne. Mislim, da so popolnoma isti odnosi, neposredni, brez vsake stene in da je isto, kar je takrat med nami bilo, da je to ostalo. Da je ostalo. Kako pa kaj danes gledate na ples, to, kar se danes dogaja? Glede na to, kako smo mi orali ledino in kaj vse. No, omenili ste prej, da je že toliko in toliko plesnih skupin v Sloveniji, 120 jih je, od tega jih je enih 30 tako izstopajočih, pa enih 10 recimo, ki so že na meji, lahko rečemo že profesionalnih, ne? Ja, kako kaj? Zasledujete to? Absolutno zasledujem vse in sem samo zadnjič nekje v eni družbi rekla, ko so mi nekje rekli, ki včasih s plesom se sploh niso kaj dosti upravili, s tem ukvarjali, so rekli, no danes pa cela Slovenija pleše. Sem rekla, ja, to je pa tisto, kar sem si jaz zaželela takrat, ko sem se za ples odločila pred 40 leti. No, ene stvari pa še zmeraj niso urejene, ne? Recimo to ste si že vi prizadevali, da bi prišlo do plesnega šolanja. Mi si prizadevamo in zgleda, da se stvari premikajo. Kaj vi mislite, kako bo? Kakšne so prognoze? To bi zelo težko rekla, ker pred 40 leti smo to stvar začeli. Jaz sem potem, ko sem se en čas res sama s tem bavila, enih 20 let na tem delala, no danes vas je toliko in toliko in še cela vrsta teh mladih koreografov, ki so priznanje dobili od zunaj v svetu. Jaz mislim, da zdaj vas je toliko, da se bojo te moči toliko združile in ker cela Slovenija pleše, mora zdaj končno do tega priti. Ker včasih smo morali mi dopovedovati, rabimo profesionalce za otroške vrtce, pa za šole, pa za vse to. Danes je pa teh skupin toliko, da že sam te skupine rabijo profesionalce. In mislim, da boste uspeli. Ja. Če to dočekala. In kakšna je vaša bilanca zdaj, če gledate na svoje plesno življenje? Se je splačalo? Se je, absolutno. Zlasti, ko vas vse tukaj skupaj pogledam in ko ste vse še aktivno na en ali na drug način s tem povezane, če drugačne tudi s svojimi otroki in se je splačalo.